Živijo in hvaljen Jezus, če se tradicionalno izrazim, se bi danes namenil ta video tradicionalni latinski sveti maši, oziroma da bi skušal preprosto opredeliti, kaj ta sveta maša sploh je in kaj seveda ni. Za začetek lahko rečemo, da je papež Benedikt XVI že leta 2007 vsem katoliškim duhovnikom omogočil obhajanje svete maše tudi v tradicionalni obliki. Torej, ne samo, da sem se za tak način občasnega maševanja odločil sam, zato se sme odločiti katerikoli duhovnik, kajti maša je maša, bodi si tradicionalna, bodi si novejša, gre samo za obliko. Vsebina je tista, ki je pomembna, ampak seveda, pomembna je tudi oblika, kajti oblika nas nekako vodi k vsebini. Naprimer, če v ilustracijo spomnim, kako so naši starši svoje starše vikali in mnogi jih so, potem bomo seveda takega človeka težko prepričali oziroma prisilili naj svoje starše tika. To bi bilo praktično nekaj nepredstavljivega, da ne rečem nasilnega z naše strani. In prav tukaj lahko potegnemo eno podobnost, paralelo z verniki, ki želijo Boga častiti na stari tradicionalen način. Če želimo Bogu izkazovati najgloblje spoštovanje in tradicionalna sveta maša, tukaj moramo priznati, ponuja kar precej več priložnosti za globlje spoštovanje Boga, zakaj bi človeka silili torej v neko obliko, ki njemu ne leži. Dobro, pustimo zdaj to. Skratka, zakaj stara latinska sveta maša? Preprosto odgovor bi bil, ker se tudi potreba po tej maši povečala. Gre preprosto za potrebo določenih skupin vernikov po tistem duhovnem bogastvu, ob katerem se je napajala večina svetnikov in stotine generacij naših prednikov. In tako je papež Benedikt XVI je torej tem skupinam olajšal dostopnost do te oblike rimskega obreda. Obhajanje tradicionalne latinske svete maše pa seveda lahko razumemo tudi povsem v harmoniji in soglasju s koncilskimi načeli in ne v nasprotju z njimi, kakor bi marsikdo skušal kdaj pomisliti, češ da gre ta maša proti pridobitvam koncila. Pravzaprav se je tukaj potrebno najprej vprašati, kaj pa so bile pridobitve koncila. Namreč to je zelo pomembno, ker ni vse, kar je sledilo koncilu, spadalo tudi v okvir pridobitev koncila. Res je, da je koncil odprl vrata Svetemu Duhu, ampak skozi ta cerkvena vrata je noter prišlo tudi marsikaj slabega, oziroma tudi iz cerkve je odšlo marsikaj dobrega, vključno z velikim številom vernikov. Torej, ko govorimo o pridobitvah koncila, moramo biti zelo precizni, kaj sploh s tem mislimo. Denimo že sama uvedba obhajanja na roko ali obrnitev oltarjev k ljudstvu. Če vam bom rekel, da to nima s koncilom nič skupnega, mi ne boste verjeli. A je res? Obhajilo na roko in oltarji k ljudstvu, tega ne najdemo v nobenem koncilskem dokumentu, v nobenem členu ne najdemo kakršnegakoli navodila v tem oziru. Vse to je sledilo šele nekaj let kasneje, kot interpretacija koncila, ki pa je pogosto bila prepuščena manjšim vplivnim, omejenim skupinam liturgikov, teologov, ki so pravzaprav povzročili tudi daljnosežne posledice. No, še to je treba dodati, da je to bil tudi seveda čas, ko se je na veliko govorilo o osvoboditvi, o odvrženju vseh spon. To je bil čas otrok cvetja, na svetni ravni je šlo za seksualno revolucijo, moda oblačenja, rock glasba, mamila, to je bilo gibanje, ki je nekako pljusknilo tudi skozi vrata cerkve. In čeprav je šlo marsikje za pozitivno gibanje, za ta duh sprememb, se je to potem hitro sprevrglo tudi v neke spremembe samo zaradi sprememb samih. In takrat se je naredilo tudi veliko škode v cerkvi, če samo recimo pomislimo, kaj vse se je uničevalo, metalo iz cerkva, od obhajilnih mis, križevih potov, razbijanja oltarjev. Ko človek vse to globje razmisli, se dejansko zgrozi. Dobro, ampak če se preselimo sedaj v današnji čas, posebno čas, ko se velik pomen pripisuje pastorali župnijskih skupin, lahko mirno rečemo, da lahko tudi tradicionalno latinsko sveto mašo razumemo kot novo evangelizacijo, kot tisto obnovljeno priložnost in karizmo katoliške cerkve. In tukaj se človek pogosto kar ne neha čuditi, zakaj bi proti tej sveti maši strani kogarkoli obstajal kakršenkoli odpor, nasprotovanje. Kajti Benedikt
XVI. Je zelo lepo povedal, da kar je bilo prejšnjim generacijam sveto, ostaja sveto in veliko tudi za nas. In ne more biti naenkrat razglašeno za prepovedano ali celo škodljivo. In ta misel je res tako zelo jasna in logična, da ji je nemogoče oporekati. Kaj pa latinska sveta maša pravzaprav ni? Nekaj od tega sem že poudaril, torej tradicionalna latinska sveta maša gotovo ni konkurenca običajni obliki svete maše, niti ne želi zmanjševati pomena pridobitev drugega vatikanskega koncila, karkoli naj bi to že pomenilo, oziroma bi bilo potem potrebno seveda jasno določiti, proti katerim določilom koncila je tradicionalna sveta maša uperjena, torej še najmanj pa gre tukaj za kakršnokoli restauracijo srednjega veka ali kaj podobnega, Bog se usmili. Kot rečeno, gre zgolj za uresničevanje upravičenih notranjih pričakovanj vernikov znotraj določenega živega občestva. Tudi dokumentacija plenarnega cerkvenega zbora Cerkve na Slovenskem in pa pastoralni načrt Pridite in poglejte naglašujeta legitimnost teh pričakovanj vernikov. Tradicionalna sveta maša pa ima tudi zanimivo uradno ime, ki se glasi forma extraordinaria, izredna oblika. Tako je imenoval papež, ljudsko pa jo seveda imenujemo latinska maša ali tudi stara maša, vendar pa moramo tukaj paziti, da vemo, da je namreč mogoče tudi redno obliko svete maše obhajati v latinščini in zato se v laiških teoloških krogih za izredno obliko svete maše uporablja tudi izraz predkoncilska, za razliko od pokoncilske oziroma tridentinska sveta maša, čeprav jo je tridentinski koncil zgolj kodificiral, medtem ko je bila prisotna že od zgodnjih stoletij. Še nekaj je potrebno zelo močno naglasiti, kajti tega tudi mnogi ne vedo, namreč, da izredna oblika svete maše v zgodovini cerkve ni bila nikoli ukinjena. Res pa je, da se jo je v zadnjih 40 letih redko obhajalo. In zato je v razjasnitev teh nejasnosti na tem področju in na željo številnih vernikov, duhovnikov, škofov in kardinalov jo je torej papež Benedikt XVI. Leta 2007 z motu Propriem Sumorum Pontificum znova omogočil lažje obhajati vsem duhovnikom katoliške cerkve, torej prav vsem. Tako da bi za zaključek rekel morda samo še, da je ta oblika svete maše v svojem obhajanju tudi izredno subtilna in nam svojo lepoto ter polnino svete tihote in možnostjo globje kontemplacije zares učinkovito približa veličino svetih skrivnosti, posebno božje transcendence. O tem obstaja tudi sicer v cerkvi splošno soglasje, namreč da je stara maša predstavljala hrano za oči in dušo, za razliko seveda od novejše maše, ki pa manjka ta razsežnost lepote in transcendence in miru in zbranosti in kontemplacije Kristusovega trpljenja in tako naprej. Rekel bi torej, da je tradicionalna latinska sveta maša velika karizma katoliške cerkve in predstavlja resnično pastoralno potrebo tudi sodobnih skupin vernikov, kar sem skušal tudi tukaj predstaviti oziroma naglasiti. Vesel bom vaših komentarjev, še bolj pa bom vesel, če se ob priložnosti srečamo tudi v obhajanju tradicionalne svete maše. Pa do naslednjič, srečno! Kaj ta sveta maša sploh je in kaj seveda ni. Zdaj sem se za očale prijel, vikali in potem bomo, tu sem se zdaj zavozlal. Prav lepo pozdravljam vse skupaj in vas torej prav lepo pozdravljam in se poslavljam.